Naslednje minute pa bomo posvetili poklicem, ki so vedno bolj iskani, usposobljenih ljudi za to delo pa je bore malo. Recimo lončar ali pa slamokrovec. Zato smo v studiu povabili Janeza Krnca, vodjo centra Duo, lončarko Urško Ambrož in programskega vodjo Rokodelske akademije Ivana Kuharja. Dobro jutro želim vsem trem. Dobro jutro. Center domače in umetnostne obrti Duo ponuja, če poenostavim, priložnost za vse tiste, ki se ne bojijo pri delu umazati rok. Tudi to je resnica. To so za ljudi, ki želijo ustvarjati, ki želijo narediti morda tudi korak naprej. In v Veržeju ravno to skušamo združevati te ljudi, te, ki ustvarjajo z rokami, to so rokodelci, domači in umetnostne obrti, in zaradi tega se tudi prizadevamo, da ne samo jih zbiramo, jih tudi izobražujemo, iščemo priložnosti za to, da bi dejansko začutili ta tudi kot priložnost za poklic in s tem namenom tudi ustvarjamo skupaj z njimi. Omenil sem lončarja in slamokrovca. Še kakšna obrt? Obrti je vsekakor veliko. Nekako trenutno imamo razpisano usposabljanje za ta dva poklica, torej lončarja in pa slamokrovca, ker Center Duo se vključuje tudi v različne evropske projekte in eden takšnih je tudi Rokodelska akademija 2, ki je v bistvu javni razpis torej evropskega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. In prav preko tega razpisa torej razpisujemo usposabljanje za slamokrovca in pa lončarja. Torej tisti vsi, ki bi se želeli priučiti te obrti, so vljudno vabljeni na to brezplačno pravzaprav usposabljanje. Slišal pa sem, da je slamokrovec v Pomurju samo eden. To je pa že potem konkretna priložnost za tistega, ki bi se pa morda želel naučiti tega dela. Ja, trenutno je v bistvu eden slamokrovec, ki se širše ukvarja z to obrtjo. Imamo sicer še nekatere manjše, ampak vsekakor je povpraševanje veliko, tudi za strehe krite za slamo, torej nekatere historične stavbe ali kakšne manjše stavbe se ljudje odločajo, da bi si krili slamo, in tukaj vsekakor vidimo veliko priložnost. Je pa res, da je tukaj problem, da se nimajo kje naučiti, ker rednega izobraževanja za ta poklic slamokrovca ali pa lončarja, pa tudi druge poklice domače umetnostne obrti ne obstajajo že nekaj desetletij, in to sedaj trenutno, kar so se priučili, so se preko izročila, preko starejših mojstrov, ki pa počasi odhajajo, in te mlajši mi želimo, da bi dejansko ta znanja, ta tehnologija prešla na mlajši rod, in s tem namenom tudi organiziramo vse te tečaje. In ta družina Golner je ravno ta oblika, ko so v bistvu tudi ta oče se je naučil na enem od tečajev pred leti, zdaj to naučil sina. Mi smo s tem namenom tudi posadili letos rž, da bomo potem dejansko cel postopek priprave materijala za pripravo materijala za pokrivanje slamo in potem sam način pokrivanja slamo na ta način izvedli. Pa seveda ne ohranja se na nek način tudi, oziroma se ohranja tradicija, kar pa je tudi zelo pomembno. Urška, vi ste postali, ste se kar zaposlili potem na tej akademiji. Lončarstvo vas je, kot je tudi danes možno videti na tej mizi, kar prevzelo, vas je kar potegnilo. Kakšna je vaša zgodba? Ja, dejansko je to rokodelstvo ponavadi stvar, ki te prevzame. In jaz sem sicer prej že izdelovala iz gline, sem izdelovala drobne predmete iz keramike, nakit, ampak potem dejansko prek Duo centra, preko te Rokodelske akademije 1, sem se udeležila tega prvega takrat pilotskega usposabljanja za lončarja, ki so ga razpisali. To je bil 180-urni tečaj, meni se je zdelo takrat fantastično, mislim 180 ur, delati, se učiti, to se mi je zdelo blazno dosti, ampak potem dejansko, ko sem začela in ko smo izpeljali ta tečaj do konca, vidiš, da dejansko je to kaplja v morje, je začetek, je krasna stvar, odlična priložnost. Ampak dejansko kaplja v morje v tem smislu, zaradi tega, ker za vse te rokodelske poklice je treba res ogromno kilometrov narediti, zelo
zelo veliko časa porabiti za to, da se ti priučiš. Ne. Ampak bil je odličen štart in takrat potem se je tudi izkazala možnost, da dejansko se ta center razvija v takšni smeri dalje, da se je to mesto v bistvu ustvarilo, praktično bila je potreba in zdaj jaz dejansko z tem znanjem seveda delam dnevno, to je pogoj, ne, da se dnevno dela, da potem tudi ta znanja zdaj že prenašam na raznih delavnicah dalje. Krasno. Torej, možnost priučiti se določenega poklica, določene obrti je. Kaj pa potem povpraševanje po teh rokodelskih izdelkih? Se mi zdi pa potem lahko pride do kakšnega problemčka, ne? Ja, Ali ne? Dejansko tudi možnost priučitve teh poklicov ni tako enostavno, ker nekega rednega izobraževanja ni, pomeni samo ta izobraževanja so kot pilotska, kot preko projektov različnih evropskih, ni pa tukaj neke stalnice, to je prvi problem. Drugo je pa tudi res, da potem tudi, če se to priučiš, ne dobiš preko tečajev nobenega javnega spričevala, pomen nacionalnih poklicnih kvalifikacij še ni mogoče pridobiti, tudi zaradi raznih drugih čist tehničnih stvari. Seveda, na terenu se pojavlja vedno več mladih, srednje starih ljudi, ki želijo nekaj ustvarjati, ki imajo neke ročne spretnosti. Težava je potem pa, kako te izdelke na koncu prodati. In tudi s tem namenom smo mi v Veržeju ustanovili rokodelsko trgovino, kjer zbiramo te rokodelce in njihove izdelke. Preko 50 rokodelcev pri nas že ima svoje izdelke, ki jih potem skušamo prodati mi v njihovem imenu in na ta način jim omogočiti morda kakšen evro v tem socialno tudi čudnem času. Samo za konec, da še omenimo na hitro, kdaj se je potem takem možnost prijaviti na te tečaje, na ta usposabljanja? Samo še... Tako, najbolje je, da spremljajo naše spletne strani www.rokodelskaakademija.si. Tam vse objavljamo, tudi na naših spletnih straneh Centra Duo, tako da... Vabljeni vsi tisti, ki mislijo in Tako. si želijo česa ustvariti, pa tudi za lepšo prihodnost. Hvala vsem trem za obisk v studio, pa veliko uspehov še. Hvala za Hvala. vabilo in Hvala. bomo veseli še kakšnega. Hvala.